Moje ime je Matevž Zbašnik. Na Mednarodnem denarnem skladu v Washingtonu sem zadolžen za vodenje mednarodnih misij za ocenjevanje centralnih bank in izdajanje ukrepov, ki so sestavni del pogojev za črpanje sredstev Mednarodnega denarnega sklada. Centralne banke so me pritegnile že v času mojega dodiplomskega študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani v sredini 90-ih let. Takrat so bile centralne banke še relativno skrivnostne institucije v rokah izvršne oblasti, a se je že pričela njihova preobrazba v bolj samostojne institucije, katerih primarni cilj je zagotavljanje cenovne stabilnosti v državi. Dodatne spremembe za centralne banke je prinesla velika finančna kriza. Centralni bankirji smo bili takrat prisiljeni v nekonvencionalne ukrepe denarne politike, bistveno se je pa povečala tudi naša vloga pri zagotavljanju finančne stabilnosti v državi. Zaradi tega danes vpliva centralnih bank ne čutimo le v poslovnem življenju in pa na finančnih trgih, temveč praktično v vsakodnevnem življenju. To preobrazbo centralne banke sem takrat doživljal relativno osebno. Kot vodja izvajanja operacij denarne politike na Banki Slovenije in upravljanja z njenimi finančnimi naložbami v času velike finančne krize in v okviru organov Evropske centralne banke, kjer sem sodeloval pri oblikovanju nekonvencionalnih ukrepov denarne politike. Danes za Mednarodni denarni sklad ocenjujem poslovanje centralnih bank po celem svetu. Moje delovno področje se nanaša na zagotavljanje učinkovitega upravljanja centralnih bank, pravne in finančne temelje njihove samostojnosti ter transparentnost njihovih politik in demokratično odgovornostjo. Sem tudi en izmed avtorjev globalnega kodeksa centralno-bančne transparentnosti. V tem kontekstu se trenutno ukvarjam z finančnimi posledicami pandemije COVID-19. Vendar se hkrati nahajamo na začetku temeljnih družbenih in pa tehnoloških sprememb, zaradi katerih bom svoje znanje in mednarodne izkušnje na področju centralnega bančništva in svojo kreativno energijo v prihodnjih desetletjih posvečal predvsem uvajanju digitalnih valut, finančnih tehnologij v bančništvu in pa soočanje centralnih bank z posledicami klimatskih sprememb.